Lep pozdrav, sem Jaka Kokal in v tem videu vam bom predstavil, kako bubble sort ali algoritem mehurčkastega urejanja sortira števila od najmanjšega do največjega. Za primer vzamemo seznam števil 7, 3, 15, -4 in 17. Razvrstiti jih želimo od najmanjšega do največjega. Algoritem deluje tako, da primerja vsako število s številom poleg njega in jih zamenja glede na pogoj. Začnemo s prvima dvema številkama 7 in 3 ter jih primerjamo po sledečem pogoju. Če je število 1 večje od števila 2, potem zamenjamo števili. Vidimo, da je 7 večje od 3, zato jo zamenjamo. Nato pogledamo drugo in tretjo številko 7 in 15. Ker je 7 manjše od 15, pogoj ni izpolnjen in gremo na naslednji dve števili 15 in -4. 15 je večji od -4, pogoj je izpolnjen in števili se zamenjata. Ostaneta še četrto in peto število 15 in 17. 15 ni večji od 17 in števil ne zamenjamo. Potem, ko algoritem preveri zadnja dva elementa v seznamu, je prvi prehod končan. V drugem prehodu začnemo ponovno s prvima dvema številkama v seznamu. 3 je manjši od 7, pogoj ni izpolnjen in števil ne zamenjamo. 7 je večji od -4, pogoj je izpolnjen in števili zamenjamo. 7 ni večji od 15, pogoj ni izpolnjen in 15 ni večji od 17, pogoj ni izpolnjen. Sledi tretji prehod. 3 je večji od -4, pogoj je izpolnjen in števili zamenjamo. 3 ni večji od 7, pogoj ni izpolnjen, 7 ni večji od 15, pogoj ni izpolnjen in 15 ni večji od 17, pogoj ni izpolnjen. Ostane nam še četrti prehod. -4 ni večji od 3, pogoj ni izpolnjen, 3 ni večji od 7, pogoj ni izpolnjen, 7 ni večji od 15, pogoj ni izpolnjen in 15 ni večji od 17, pogoj ni izpolnjen. Zdaj vidimo, da je naš seznam urejen v naraščajočem vrstnem redu. Opazimo lahko, da smo potrebovali 4 prehode, da smo pravilno uredili naš seznam. Prehodov je n-1. N pomeni število elementov v polju. V našem primeru 5 elementov imamo 4 prehode. Algoritem v programskem jeziku C izgleda tako. Zunanja for zanka šteje prehode. Notranja for zanka gre čez vsak element v polju, if pogoj pa preverja, če je število večje oziroma manjše in jih zamenja, če je pogoj izpolnjen.